V današnjem svetovalnem studiu se bomo pogovarjali o darovanju krvotvornih matičnih celic. Z nami je gospa Petra Kerec z Junakov 3. nadstropja. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljene. Rdeči križ Slovenije območno združenje Murska Sobota v sodelovanju z društvom Junaki 3. nadstropja pripravlja dobrodelno akcijo Daj se na seznam. Kakšna akcija je oziroma zakaj pravzaprav gre? V bistvu to je akcija ozavestiti in spodbuditi ljudi k darovanju matičnih celic. Ker v našem koncu še je v bistvu to skozi premalo ozaveščeno, še vedno so neke tabuje. Ampak potrebno je pa tudi povedati, da bomo vedeli, zakaj se pravzaprav gre pri darovanju matičnih celic. Matične celice so zelo pomembne, glede na to, da ste sama iz Junakov 3. nadstropja pri zdravljenju nekaterih rakastih bolezni. Matične celice imajo zelo pomembno vlogo v bistvu pri nesorodnih darovalcih, pri preživetju bolnikov na primer z rakavimi obolenji, levkemije, limfonov. Tako da je ta donacija oziroma so te donacije zelo pomembne in to poskušava tudi danes ozavestiti. Je ta akcija zdaj, ki bo v petek, izvedena pri nas prvič? V našem koncu je izvedena prvič, ja. Čeprav seveda akcije potekajo po vsej Sloveniji oziroma ni težava, kadarkoli želimo darovati. Ne, sploh ni težava. Slovenija Donar ima akcijo darovanja v bistvu tekom celega leta. Spletni obrazec se izpolni na spletni strani. Tudi v nam najbližjem UKC v Mariboru, v Centru za transfuzijo je mogoče dobiti ta paketek, na podlagi katerega v bistvu se damo na seznam. Potem je pri darovalcih običajno tudi vprašanje, kakšen poseg je to. Ne govoriva o nekih velikih medicinskih posegih, ampak je to darovanje relativno neproblematično. Ja, točno tako. V bistvu poseg darovanja krvotvornih matičnih celic je edina boleča stvar, je tisti pik z iglo, kot da gremo v laboratorij. Odvzem je torej neboleč, traja nedolgo časa. Tukaj govorimo v bistvu o odvzemu krvnih celic. Pri tej akciji Daj se na seznam je pa v bistvu postopek tak, da se iz ustne sluznice pobere samo slina, z tako palčko se vloži v eprovetko, se zapre in se čez vlastne angažiranosti opravimo ta brizg, na podlagi katerega oni naredijo DNA analizo. Pošljemo nazaj na donor center ali pa zdaj v bistvu pri nas ta teden na območni enoti Rdečega križa. Spravi, pojasnila sva, da ni kakršen boleč postopek, da gre hitro. Kdo lahko v akciji sodeluje in kakšni so pogoji? V akciji lahko sodelujejo vsi stari med 18 in dopolnjenim 40 letom starosti. Tehtati morajo vsaj 50 kilogramov, nimajo nekih kroničnih avtoimunih bolezni, niso rakavi bolniki, nimajo nekih srčno-žilnih obolenj, tako da... Pravzaprav vsak. Ja. Do 40. leta. Koliko časa pa nam vzame vpis v register? Kakšen je postopek? Pravzaprav se v register, če se ne motim, lahko tudi spletno vpišemo. Ja, pravilno. Postopek traja zgolj 3 minutke, mogoče še niti to ne. Kot sem že omenila, odvzame se bris iz sluznice, v bistvu po domače rečemo pljunek, sline.
katerega vložimo v eprovetko, zapakiramo, zraven dobimo še anketni vprašalnik z klasičnimi vprašanji, osebnimi podatki, o zdravstvenih podatkih in podpišemo. Pa je to. S tem, ko podpišemo in postanemo darovalec, pa lahko marsikomu tudi rešimo življenje, kajti ta darovanja krvotvornih matičnih celic, ne sorodnikov, so zelo, zelo pomembna. To mislim, da je potrebno poudariti, da se ljudje potem raje odzovejo na kakšne takšne akcije. Ja, res je zelo, zelo pomembno, ker s tem v bistvu nekomu omogočimo življenje. Nekdo, ki je na smrt bolan, pa so izčrpane nekatere možnosti, oziroma več ali manj vse možnosti, je še to edino upanje, da nekomu s tem omogočimo življenje. Seveda pa so tudi bolezni, nekaj ste jih našteli, ki jih potencialni darovalec ne sme imeti. Bolezni, ki jih darovalec ne sme imeti, so rakava obolenja, zdaj težave s srcem, z ožiljem, pa različne avtoimune bolezni. Tudi vi sami ste se v družini soočili z krvnim rakom oziroma levkemijo. Kako je vas spremenila ta izkušnja, da bo gledalkam in gledalcem morda bolj jasno, zakaj se zavzemava za darovanje? Hčerka Zala je v letu 2020 zbolela za levkemijo. Zelo dolgo se v bistvu telo ni odzivalo na samo kemoterapijo. Kot ožji sorodniki smo tudi bili v analizi darovanja, ker je bila tudi v bistvu vpisana na seznam za transplantacijo. Ampak smo mi imeli srečo, da to pri nas ni bilo potrebno, saj se je telo na to začelo odzivati na biološko kemoterapijo. Sem pa kot starš bila vpeta v vsakdanje življenje teh naših malih bolnikov in v bistvu šele takrat sem videla, koliko lahko pripomoremo k temu, in da je to res tista minimalna stvar, ki lahko nekomu omogoči zdravo življenje naprej. Kaj bi svetovali staršem, ki se znajdejo v podobni situaciji, kot ste se sami, kot ste rekli, leta 2020? Res, da je težko od posameznika do posameznika, kako se sooča z diagnozo otroka. Pozitivna naravnanost, to je prva stvar. Velikokrat se spomnim besed zdravnika, ko mi je povedal za diagnozo hčerke, in še vedno imam v mislih tiste velike modre njegove oči, masko čez obraz v korona času. Sem vprašala, kakšni so pa procente. Pravi, mamica, o tem se ne bova pogovarjala. Sem rekla, ja, bova se, ker mi bomo lovili tiste, ki se dobro končajo. In če smo starši pozitivno naravnani, tudi otroci drugače gledajo na vse skupaj. Se vam zdi, da je družba dovolj osveščena o tej temi, kako pomembne so donacije, tudi takšne, kot bo zdaj v Murski Soboti? Definitivno ne. Družba je absolutno premalo ozaveščena o tem. Tudi tisti, ki imajo neka ozaveščanja oziroma so nekaj slišali, imajo vedno v mislih neke težke scenarije, kako to poteka, kljub temu, da v bistvu medicina napreduje in je to v bistvu mačji kašelj dan danes. Nekako se mi zdi po vsem, kar ste povedali, da je primerljivo, kot če gremo darovati kri, oziroma ena krvodajalska akcija, približno tako darujemo tudi
nesorodne krvotvorne matične celice, ki pa so, kot stva že omenila, kar nekrat zelo, zelo pomembne in nekomu omogočijo potem nadaljne življenje. Ja, v bistvu edina boleča stvar je vbod z iglo. Postopek poteka v bistvu preko ene črpalke, kot pri darovanju krvi. S tem, da je razlika v tem, da se iz te darovane krvi izločijo te krvotvorne matične celice, ostala kri se pa ponovno vrne v telo. Nam ne bo čisto nič, nekomu pa lahko rešimo s tem življenje. Da gledalkam in gledalcem še enkrat povejeva, kdaj in kam se moramo odpraviti, da opravimo ta neboleč poseg, ki lahko čisto zares marsikomu reši življenje. Konec koncev pa govoriva tudi o junakih tretjega nadstropja, ki so naša prihodnost. Ja. Akcija Daj se na seznam bo v petek 29. maja od 9. ure pa do 17. ure v prostorih Rdečega križa, tukaj v Murski Soboti. Naslov je Staneta Rozmana 3. V bistvu v prostorih, kjer smo upravljali tisti, ko imamo vozniški izpit, prvo pomoč. In hitro in enostavno gre vse skozi, pa še marsikomu lahko pomagamo. Upajva, da sva s tem najnim pogovorom koga vzpodbudila ali pa vsaj malce razjasnila problematiko. Petra Kerec z junakov tretjega nadstropja, najlepša hvala. Hvala vam. Spoštovani gledalke in gledalci, v tokratnem svetovalnem studiu smo govorili o akciji Daj se na seznam, v kateri se vpišete v register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic.